Hello. Comparison of adjectives. Stopnjevanje pridevnikov. V angleščini imamo 3 stopnje pridevnikov. Osnovnik, primernik in presežnik. Osnovnik je base adjective, primernik je comparative in presežnik je superlative. Poglejmo primer tall. Tall pomeni visok. Če želimo reči, da je nekdo visok, rečemo John is tall. Če želimo pa reči, da je nekdo višji od nekoga drugega, tvorimo primernik. Primernik se tvori tako, da pridevniku tall dodamo končnico er in besedo than. Na primer, John is taller than me. John je višji od mene. Če pa želimo reči, da je nekdo najvišji, moramo uporabiti presežnik in ta se tvori tako, da dodamo najprej določni člen d in nato pridevniku tall končnico est. In to pomeni najvišji. Na primer, Mark is the tallest in my class. Imamo tudi nekaj pravopisnih pravil, na katere je dobro biti pozoren. Če imamo kratek pridevnik, ki ima v sredini samo en samoglasnik, a, e, i, o, u in na koncu samo en soglasnik, je pravopisno pravilo tako, da se zadnji soglasnik pri primerniku in presežniku podvoji. Torej, bigger se napiše z 2 g-jema in the biggest z 2 g-jema. Še eno pravopisno pravilo velja za črko y. Če se pridevnik konča na y, kot je recimo pri besedi pretty, in pred y stoji soglasnik, takrat se y spremeni v navadno črko i. Prettier than, the prettiest se napiše z i, ne z y. Če pa se pridevnik konča na črko e, takrat seveda pri primerniku dodamo samo r, ne er in than, ter pri presežniku samo zadnji 2 črki st. Kaj pa se zgodi, če imamo dolge pridevnike? Recimo, če imamo pridevnik difficult, difficult. Ta pridevnik ima 3 zloge in bi bila za angleščino predolga beseda, če bi mu dodali še 4. Zato so se odločili, da damo eno besedo spredaj. In ta beseda je more. Torej, če rečemo, da je nekaj težko, rečemo this is difficult, če rečemo, da je nekaj težje od nečesa drugega, pa to izrazimo tako, da rečemo this is more difficult than 3 pikice, nekaj drugega. Če pa želimo reči, da je nekaj najtežje, ne dodajemo končnice est, ampak rečemo spredaj the most difficult. Isto velja za beautiful. Če je nekaj lepo, rečemo beautiful. Če je nekaj lepše od nečesa drugega, rečemo more beautiful than. In če je nekaj najlepše, rečemo the most beautiful. Imamo tudi 5 nepravilnih pridevnikov. Na srečo samo 5, ne kot nepravilnih glagolov, ki jih je cel kup. Poglejmo prvega. To je pridevnik good. Good se stopnjuje better than in the best. Dobro, boljše, najboljše. Pridevnik slabo, bad, se stopnjuje worse than, the worst. Pridevnik far, ki pomeni daleč, se stopnjuje farther than in the farthest. Obstaja tudi različica further than, the furthest. Pomeni daleč, dlje, najdlje. Potem sta še 2. Pridevnik many oziroma much, to pomeni veliko, količinsko veliko, dosti nečesa. Stopnjuje se more than in the most. Ter pridevnik little, ki pomeni malo, in se stopnjuje less in the least. Kdaj pa uporabljamo te pridevnike? Torej, te različne stopnje pridevnikov uporabljamo za primerjanje 2 predmetov ali oseb. V tem primeru lahko primerjamo državo Slovenijo z državo Združene države Amerike. In lahko rečemo, Slovenija is smaller than the USA. Slovenija je manjša od ZDA. Primerjali smo državo Slovenijo z državo ZDA tako, da smo uporabili primernik, torej končnico er, in besedo than. Če pogledamo v prvo razpredelnico,
torej primernik, pravilno smo dodali končnico er in zraven besedo den. Ampak to ni edini način, kako lahko primerjamo dve stvari med seboj. Torej lahko uporabimo primernik, kot ga vidimo v prvi povedi, lahko pa uporabimo tudi osnovnik. V tem primeru piše: Slovenia isn't as big as the USA. Torej, če pogledamo prvo razpredelnico, bomo videli, da osnovnik ali base adjective tudi lahko uporabljamo za primerjanje dveh stvari, tako da uporabimo nespremenjen pridevnik, osnovnik, in pred njim damo as in za njim damo as. Nastane pomen tako kot, tako visok kot, tako velik kot, tako lep kot, tako težek kot. In med Slovenijo in Združenimi državami Amerike lahko rečemo: Slovenija isn't as big as the USA. Slovenija ni tako velika, kot so Združene države Amerike. Lahko pa tudi uporabimo presežnik. Presežnik pa uporabimo takrat, ko želimo povedati, da je nekaj naj. Kot vidimo tukaj buča, ki je največja in da je dobila prvo nagrado. Recimo gora Mount Everest. Vemo, da je najvišja gora na svetu. Mount Everest is the highest mountain in the world. Če pogledamo nazaj v prvo razpredelnico, vidimo, da se presežnik oziroma superlativ tvori tako, da damo določni člen d in končnico est. In točno tako smo mi v tej povedi uporabili to stopnjo pridevnika. Mount Everest is the highest mountain in the world. Če pa imamo daljši pridevnik, torej trizložni, takrat pa ne dodamo končnice est, smo že povedali, in damo spredaj the most. Naprimer, Chinese is the most difficult language to learn. Lahko nekdo tako meni, tako misli. Kitajščina je najtežji jezik za se naučiti. Morda za nekoga. Upam, da ti je bila razlaga razumljiva. Vabim te, da si pogledaš video večkrat in nato se veselo lotiš vaj.